pozdravljeni v našem novem podcastu. Tokrat imamo nekoliko drugačnega posebnega gosta, z nami je Primož Rojac, ki je s turizmom v bistvu seznanjen na malo oziroma se ukvarja na malo drugačen način, ima pa zagotovo tudi svoje mnenje. Ta podcast bomo posneli v okviru projekta Stargrowth, ki je delno sofinanciran s strani Evropske unije iz Direktorata za enotni trg. Moje ime pa je Gašper Juvančič iz Tehnološkega parka Ljubljana, ki smo partner v tem projektu. Primož, kot sem te že na kratko napovedal, pozdravljen. Predlagam, da se kar predstaviš malo. Kakšne so tvoje izkušnje s področjem gostinstva, turizma, vinarstva in še česa drugega mogoče? Super, hvala ti. Ja, jaz imam tako mešano ozadje v bistvu. Prihajam iz enega sveta, skočil sem v drugega in zdaj se v bistvu ponovno spogledujem na nek način z vinskim svetom. Torej, moja prva izkušnja je to, da sem v bistvu odrastel na vinogradniško-vinarski kmetiji v slovenski Istri na Gažonu, kjer se še danes pod vodstvom brata pridelujejo vina Rojac. Tako da v bistvu sem porabil tam prvih 20 let svojega življenja. Potem pa sem rekel, da je to pretežko delo in sem šel raje pravo študirati. In sem zgrizel pravno pot in sem postal odvetnik. Po nekem trenutku sem tudi rekel, da v bistvu to odvetništvo preveč dela, pa sem se odločil, da bom podjetnik. In kot veš, sem se v bistvu in se še ukvarjam z digitalizacijo in z razvojem IT rešitev na področju prava, ampak sem v tem času ponovno, tako kot lesi na nek način, slišal klic, strasti, klic tistega okolja, v katerem sem odrastel. In sem se v lanskem letu ponovno začel ukvarjati na nek način z vinskim svetom, vstopati noter z eno nogo, vzporedno kot en projekt za dušo, ki se imenuje Rural. In Rural je v bistvu spletna trgovina, pa en klub, ki je namenjen raziskovanju novih okusov, spoznavanju vin in brezalkoholnih fermentiranih pijač, zato da v bistvu preko tekočino spoznavamo druge kulture, kako drugi ljudje počnejo in razmišljajo. Hkrati v bistvu Rural rad tudi sodeluje pa raznih dogodkih, zato da se v bistvu združujejo ljudje, ki imajo radi fino kulinariko pa fino pijačo, ampak imajo tudi kaj za si povedati. Tako da v bistvu jih preko vina, preko brezalkoholnih fermentiranih pijač združujemo zanimive ljudi, da si ena na ena v manjših družbah v bistvu lahko osebnostno rastejo skozi pripovedovanje zgodb in spoznavanje drugega. To počnete, kot si omenil, ni samo online zadeva, ta klub, ampak se dejansko dobivate tudi v živo. Tako je, ja. V bistvu seveda primarno tole obstoji na spletni strani, ampak občasno se delajo pop-up dogodki, ki so namenjeni druženju. Namenjeni v bistvu druženju v nekem sproščenem okolju, učenju v nekem sproščenem okolju in deljenju informacij, da niso ljudje, ko prihajajo do raznih networkingov, obremenjeni samo s tem, kdo bo komu prodal, ampak da se dejansko lahko zrelaksirajo, da so iskreni in da v bistvu bolj se učimo drug od drugega skozi neke življenjske zgodbe, ne pa nujno, da gremo si deliti vizitke, zato ker se bomo drug dan poklicali, zato da si prodamo kakšno storitev ali pa produkt. Tole se sliši zelo super zadeva, je nekaj dosti inovativnega, vsaj kar se Slovenije tiče. To obsega samo v glavnem Slovenijo ali ste tudi na drugih trgih prisotni s tem? Torej, ta projekt je zaživel lani oktobra in decembra se je zgodil prvi dogodek in se je odprla v bistvu spletna trgovina.
In je trenutno fokusiran na slovenski trg, zaradi tega, ker je v bistvu pač čisto mikro zadeva. Tako da v danem trenutku se ukvarjamo z uvažanjem zanimivih vin, z uvažanjem brezalkoholnih kompleksnih fermentiranih pijač, ki so lahko alternativa vinu v nekih wine-related dogodkih in organizaciji dogodkov v Sloveniji. Da je pač slovenski trg je trenutno primarni fokus. Ko omenjaš brezalkoholne fermentirane pijače, te moram malo poprašati, pa ne, da bi preveč reklame delala za kjerokoli firmo ali karkoli, kakšne pijače imaš v mislih? Zdaj tako, mi poznamo, slovenski trg pozna brezalkoholno pivo, ki je tukaj že kar nekaj časa. Poznamo kombučo, ki je tukaj že nekaj časa. V preteklosti je kdo naredil kakšen poizkus, da je vzel vino in mu je potem na taki zelo agresivne mehanske načine odvzel ven alkohol, ampak s tem, ko mu vzameš vino tako ven alkohol na agresiven način, mu pobereš tudi dušo. Zdaj se pa v bistvu pojavlja ena nova kategorija, ki se v tujini daje ime wine proxies, kot vinski nadomestki. In dejansko z vinom nema veze. Osnova je neka fermentirana baza. Zdaj je lahko kombuča, lahko je vodni kefir, lahko so fermentirani različni sokovi. Konkreten primer, ene, ki jih imamo v bistvu mi v ponudbi, fermentirajo peso. In potem na to fermentirano osnovo gradijo okus z dodajanjem različnih začimb skozi metodo namakanja. Torej, kot da bi v bistvu delal cold brew s kavo ali da bi delal v bistvu si čaj. Ampak osnova ni voda, ampak je neka fermentirana zadeva. In nastajajo v bistvu suhe, iz vidika sladkorja, v bistvu pijače brez sladkorja oziroma z minimalnega sladkorja, ampak zelo kompleksne na okusih. Imaš tanine, imaš kisline, imaš različne aromatike, ki se ti razvijajo v ustih in so v bistvu pijače, ki zelo dobro funkcionirajo pri spajanju s hrano. In je to kategorija, ki tudi jih ponuja zapakirane, tako kot smo navajeni videti vino, v steklenici 0,75 litra, z ličnimi etiketami, tako da velikokrat, ko jaz to komu predstavim, se večkrat prepriča, pa saj nima alkohola. Predvsem so pijače, ki potrebujejo tudi določeno tipologijo kozarcev, zato da lahko razvijajo svojo aromatiko. Tako da v bistvu za razliko kombuče ali enega soka, ki ga lahko piješ tudi recimo iz pločevinke, pa se okus aromatike nikakor ne spremeni, kot pač natočiš v kozarec. Pri teh zadevah, ko jih daš na zrak, ko jih daš ven, v bistvu in stik z zrakom in volumen koristita, da ti več povejo. Tako da v bistvu gre za alternative, ki pašejo zelo lepo v vse obredje, kjer smo navajeni uživati vino, ali je to kakšno praznovanje, ali je to druženje, ali je to obrok. In tam v bistvu pač odpade alkohol. Hkrati prinašajo eno popolnoma novo paleto okusov, tako da so v bistvu zanimivi ne samo za tiste, ki se na nek način iz raznih razlogov ne želijo v bistvu konzumirati alkohola, ampak biti še vedno prisotni v teh vinskih obredih. Ampak tudi tisti, ki raziskujejo nove okuse, lahko tle v bistvu pač raziskujejo nekaj novega in v bistvu širijo spet neko svojo paleto znanja. No? In je to zdaj ena kategorija, ki se je pojavila nekje cca v zadnjih 5 letih se je začela pojavljati. Nekaj pred covidom, nekaj po covidu, ampak je relativno nova. Seveda se je začela v bistvu pač v Ameriki, ampak zdaj imaš v bistvu tudi lepo predstavništvo tudi že v bistvu pač evropskih proizvajalcev. Kako si prišel na to idejo pravzaprav?
iz lastne potrebe na nek način. Torej, jaz ful rad raziskujem nove stvari, blazno vsi imamo neko svoje to skrito umetniško strast, ki se rabimo v bistvu pač skozi nek art v bistvu pač izpopolnjevati. Jaz sem gotov, da ga najdem v pijačah in v steklenicah in tako naprej. S tem, da tudi prideš v nekem trenutku, tudi mi dva počasi prihajamo v določene leta, ki se v bistvu tudi čez večer spiješ 2 kozarce vina vsak dan, mogoče ne zbudiš v tako optimalni formi, kot smo se na začetku faksa. In sem enostavno sam pri sebi rekel, tudi z vidika raziskovanja enega bolj zdravega življenjskega sloga, se začel raziskovati, a je v bistvu nujno res, če želim jaz zvečer, ko grejo otroci spat, spiti en kozarc za to, da naredim ta wind down, a je nujno alkohol, ali lahko najdem v bistvu pač tudi nekaj kompleksnega, ki mi bo samo zanimivo, s čimer se lahko ukvarjam. In tako sem v bistvu pač naletel na te wine proxije in zelo hitro v bistvu pač zaljubil v njih iz 2 vidikov. Zato, ko sem se naročil prve vzorce, sem rekel, pismo, to je pa fino. Drugič pa enostavno pač slovenski trg tega ne pozna in sem rekel, morda je pa v tem tudi kakšna poslovna priložnost, da se lahko kot ponudnik tega diferenciram na trgu. Tako da je šlo čist iz neke osebne potrebe in osebnega raziskovanja do tega, da v bistvu pač imam zdaj pač predstavništvo za Slovenijo in za regijo že za večino v bistvu pač brandov, ki so prisotni na evropskem trgu in v bistvu gradim ta portfelj. Sliši se super zadeva in odlično si izkoristil poslovno priložnost. To bomo še videli. Veš, vsaka stvar rabi svoj čas. To je res. Saj to sem te ravno hotel vprašati, koliko je zanimanja, kaj zdaj posluješ približno pol leta, praviš, na tem področju? Ja, s Proxy sem v bistvu aktiven zadnji 3-4 mesece. In zanimivo je, da v bistvu smo v bistvu kot Slovenija še vedno država, kjer je v bistvu pač uživanje alkohola že zelo prisotno in spodbujeno in v bistvu pač del vsak dana. Je zanimivo, ko v bistvu začneš take pogovore, kot ga imamo mi zdaj, se vedno več ljudi reče, ja, ma veš, tudi jaz včasih malo razmišljam, če bi kaj drugega in tako naprej. Ampak ne poznajo ljudje alternative. Tako da spet sem si našel neko zadevo na trgu, ker je veliko izobraževanja trga. Ampak načelno zanimanje med ljudmi obstoji tudi zanimanje pri high-end restauracijah. V bistvu zadnja leta je v bistvu zelo popularen, pa se dosti govori o Michelinu, pa bom zdaj v bistvu pač vzel Michelin pa restauracij z zvezdicami, ampak obstajajo tudi druge JRE in podobne v bistvu organizacije, ki združujejo v bistvu visoko kulinariko. In že dolga leta je v takih restauracijah trend, da se poleg wine pairinga, torej v bistvu vinske spremljave, ponuja tudi brezalkoholna spremljava. In obstojijo v bistvu veliko zanimanje tudi med restauracijami dejansko, da si na ta način olajšajo življenje in v bistvu pač imajo produkt, s katerim lahko delajo brezalkoholno spremljavo, zato ker sicer so obsojeni, da te stvari delajo sami, ampak delati te stvari ni tako enostavno, rabiš ljudi, rabiš znanje, rabiš procese in v bistvu pač na ta način v bistvu prihranijo en človek dela in v bistvu pač dobivajo lahko različno paleto različnih stvari in novih okusov. Tako da je zelo zanimivo, ker v bistvu pač smo na nekem trgu, kjer v bistvu zgleda, da obstoji neko začetno zanimanje in je dovzeten za poslušati in za probati in za nekaj razvijati. Je pa tudi v bistvu pač produkt, ki potrebuje še veliko izobraževanja potrošnikov, tudi po restauracijah kupcev in je zelo odvisen od tega, kako jim je predstavljeno in da se opogumijo. Ampak moja izkušnja je, da če jim predstaviš, so zelo odprti, ker jih stvari zanimajo in naročijo in večkrat naročijo in ponavljajo nakupe. Na zadnji smo imeli en dogodek v Ljubljani,
ker je kuhal en znan kuhar, pa je bilo 42 ljudi na večerji in v bistvu jih je 14 vzelo vinsko spremljavo, 24 pa brezalkoholno, ker sem jaz te produkte. Tako da v bistvu pač zagotovo je pač neki interes, ampak ja, je to še veliko edukationa na trgu v bistvu pač zadelati. Pa si govoriš, prisoten si po restauracijah, se pogovarjaš tudi s kakšnimi večjimi trgovci? Zaenkrat ne, zato ker v bistvu tle moje, kot sem ti rekel, Rural je na nek način nek mikrotrgovec in v bistvu na ta način se diferencira v ponudbi od ostalih velikih trgovcev za neko unikatno ponudbo. Tako da se ne pogovarjam z trgovci. Okay. Če te še vprašam malo glede same trajnosti, Ja. ker trajnost je tudi neka točka našega projekta. Kako bi svoje pijače oziroma pijače, ki jih zastopaš, umestil v ta kontekst, oziroma se ti zdi, da so bolj trajnostno od klasične pridelave vina? Zdaj takole, jaz se ukvarjam tako z vini, kot v bistvu pač temi brezalkoholnimi. In na področju vina sem jaz skozi domačo zgodbo lahko spremljal bolj oddaleč kot iz prve roke, ampak en razvoj, en razvoj. Zdaj, trajnost, jaz razumem, pa popravi me, kako je v bistvu pač vi razumeste, ampak trajnost v bistvu pač vidim kot temelječo na 3 stebrih. Eno je v bistvu pač okoljski, drugo je ekonomski, družbeni in tretji je pa v bistvu pač socialni. Torej v bistvu pač neko trajnostno delovanje ga jaz razumem kot delovanje, ki je fokusirano na zdrav environment in v bistvu pač na neko biološko raznolikost, pa v bistvu pač ne uporabo umetnih snovi pri samem kmetovanju, ekonomsko, zato da v bistvu pač, da ti se ukvarjaš z okoljem okoli sebe in sourcaš produkte iz svoje okolice in vračaš svojemu okolju, zato da se v bistvu pač ne individualno razvijaš, ampak skupaj s svojo okolico. In socialno, naprimer, v bistvu pač imaš zaposlene z fair pogoji dela in tako naprej. Jaz vidim, vinogradništvo je šlo od leta 2000 naprej, v bistvu precej v prvi fazi v smer v bistvu pač okoljske trajnosti. Čisto iz vidika pač fokusa na produkt, z raznimi certificiranji in ekološko kmetovanje, ekološko pridelano grozdje, razne biodinamične metode pri pridelavi vina in tako naprej. In tle lahko povem, da v bistvu v nekem trenutku, ko se naučiš na okus teh pijač, nekako ostaneš ujet v njih. Se vidi razlika od načinov dela, ki so strogo konvencionalni ali pa strogo, kako bi rekel, intervencionistični. Ne vem boljšega izraza, ampak ker ti na različne mehanske načine spreminjaš in prilagajaš končni produkt neki ideji, ki si jo imel, ne pa da v bistvu pač enostavno spremljaš to, kar ti je narava dala in v bistvu samo lepo to vodiš do enega rezultata, ki ga je pa v bistvu že narava predvidela, na nek način predvidela v navednicah. In ker so v bistvu pač v vinu bili v glavnem primarno, v pozitivnem smislu besede, ampak kmetje, ki so bili v stiku z okolico, sem videl v bistvu primarni fokus njihov osredotočen v bistvu pač na ta environmental vidik. In jaz mislim, da v Sloveniji tudi ta še vedno taki prevladuje, kar se tiče pridelave vina. Zdaj se pojavlja v tujini, kolikor spremljam, tudi v bistvu pač že trend pri določenih ekološko certificiranih kmetijah, da v bistvu pač grejo stepajo up, in da gre v bistvu pač se začnejo v bistvu pač delati tudi v smer kakšnih drugačnih certifikatov, ki v bistvu pač potrjujejo neko širšo trajnost. Tukaj v bistvu največ vidim zadnje čase B Corp certificiranja, torej v bistvu pač, da želijo pokazati in razmišljati širše, torej tudi do same okolice, družbene okoli sebe, pa do svojih zaposlenih in tako naprej. S tem, da v bistvu prihajajo do tega,
kmetije in pridelovalci vina, ki so mogoče, težko je definirati, da ne bo v bistvu pač negativa, ampak mogoče že malo bolj poslovno usmerjeni, ki že gledajo malo bolj dolgoročno in so v bistvu pač gradijo neko trajnostno wine business for the future. In če pa tole zdaj v bistvu preskočim v ta svet zdaj teh wine proxijev, kjer je več inženiringa kot pa pri pridelavi vina. Ja. In v bistvu se tega lotevajo ne nujno ljudje, ki so zrasli na kmetiji in so bili celo življenje v bistvu pač na kmetiji in v stiku z zemljo, ampak so to v bistvu projekti, ki rečejo, to se nam pa zdi zanimivo, prihajamo iz različnih backgroundov in se tega lotijo v bistvu pač kot projekt. In tisti, ki gledajo v bistvu pač na trajnost, se jo lotevajo takoj na širše, torej v bistvu z različnimi tipo B Corp certificirani in tako naprej. Tako da jih vidim bolj širše usmerjenje iz tega pač trajnostnega vidika in v bistvu pač tudi poslovni model lahko zdaj, ko štartajo od nule, zasnujejo na način, da lažje vkomponirajo noter vse tri komponente trajnosti. Medtem ko pa mislim, da v bistvu pač ti prihajaš direktno sami iz kmetije, je logično, da si najprej fokusiran na sam odnos in stik, ki ga imaš z naravo, ker je to tvoje okolje, ker od tam v bistvu pač ti prihaja primarna surovina in pol s časom in z razvojem, tudi v bistvu z razvojem posla, v bistvu si lahko sploh privoščiš, da začneš vključevati še ostale segmente. Jaz mislim, da je v bistvu socialni, prvi je v bistvu pač tisti širše okolice. Jaz mislim, da to lahko vidimo tudi pri tem, ko se regije združujejo in si drug drugemu pomagajo in imaš v bistvu pač lokalne pridelovalce vina in lokalne gostilne in še ostalo ponudbo, ki se združuje, ko se začnejo v bistvu pač tudi kraj, začne prihajati do nekega povezovanja in do širše povezane lokalne ponudbe. In tukaj vidim ta prvi korak trajnostnega. Tretji bo bil pa še tisti, ki bo bil pač še social sustainability, po mojem. To pa verjetno bo še nekaj časa preteklo do takrat, ker ekonomski verjetno in ta okoljski prevladujeta še vedno. To je pač, kar jaz vidim oddaleč, ampak je tudi v bistvu poslovni model se mora v bistvu razviti na ta način, da lahko vkomponira vse tri faktorje. In tudi za razvoj in za razmišljanje o poslovnem modelu je pač treba v bistvu pač nek čas, po mojem. No, saj za konec sem te pa želel vprašati, če glede na to, da si, ne moram jih reči serijski podjetnik, ampak iz povsem različnih, deluješ na več različnih področjih, kaj bi svetoval nekomu, ki bi prišel na to polje nekega podjetništva, pa mogoče podjetništva, ki bi se bolj ukvarjal s temi trajnostnimi področji in pa seveda tudi s turizmom, gostinstvom? Kar se mene tiče, sigurno vsaka zgodba, ki se štarta in se načrtuje, bi morala biti v bistvu pač usmerjena iz vidika sustainability, neke trajnosti. To, da v bistvu, mislim, da je bilo včeraj, ne? Mislim, da je bil včeraj dan ali predvčerajšnjem, ko smo v bistvu pač na zemlji izčrpali vse resurse, ki jih lahko zemlja naslovi obnovi v enem letu. Tako da v bistvu zdaj smo že na kreditu danes. Za Slovenijo pa mislim, da je bilo to že ob začetku poletja. Tako da v bistvu, mislim, da v vsakem primeru, po mojem, če hočemo v bistvu pač graditi neko družbo prihodnosti in zato, da bomo vzdržali tukaj, moramo razmišljati z vidika trajnosti, ampak tudi z vidika socialne trajnosti in v bistvu pač vključevanje vseh segmentov v neke posle. In hkrati v bistvu pač tudi, če gledamo turizem in če gledamo v bistvu, ne vem, lani so eksplodirale Benetke, ne? Ampak mislim, da tudi Bled se sooča s svojimi težavami masovnega turizma in mislim, da tudi v Ljubljani se lahko kdo kdaj pritožuje.
Tukaj mislim, da v bistvu pač je tudi jasno, v bistvu Slovenija je razumela, da je njena strategija lahko dolgoročna samo v bistvu pač zelena in butična dežela, ker ne more biti drugače kot trajnostna. In na ta način lahko ti v bistvu pač enostavno delaš produkte z višjo dodano vrednostjo, ker v bistvu boš jih dražje prodal, imel boš boljše goste, ki bojo znali to tukaj ceniti, bilo v bistvu večje veselje se z njimi ukvarjati. Je pa treba se tudi na svoji strani v bistvu pač več ponuditi za to, da jim v bistvu pač to lahko daš. Ne? Tako da, sigurno pač sploh ne vidim možnosti o razmišljanju, karkoli v bistvu pač postavljati na noge danes, pa da bi bilo usmerjeno samo zgolj v kratkoročni dobiček, zaradi tega, ker v bistvu pač dolgoročno pol izgubljamo vsi na račun tega. Mislim, da je treba v bistvu pač delati poslovne modele, ki bojo vključili in razumeli, da v bistvu pač ni vse samo v denarju, ampak da še drugje treba prispevati, če smo aktivni. Lepa misel v bistvu za konec, oziroma upam, da se bodo naši poslušalci tudi tole malo zamislili na tem in ravnali tako. Tako da, Primož, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala, Gašper, za vabilo. Našim poslušalcem oziroma gledalcem pa bi rad sporočil, da je tale podcast nastal v okviru projekta Stargrowth, sofinanciranega strani Evropske unije, Direktorata za enotni trg. Hvala lepa in se vidimo ponovno.